Bil je 14. maj leta 1991, ko so se takrat pogumni možje na delo odločili, da trgu ponudijo nekaj novega, nekaj Sloveniji neznanega. Časopis, kot ga v tem delu še ni bilo, skratka tabloid, lahko mu rečemo rumeni tisk, imenovan Slovenske novice. Po nekaj porodnih težavah, prvo, drugo leto je že po 3-4 letih dosegel za današnje razmere fascinantno prodajo 60-70 tisoč. Lahko povem, da je že leta 1998 postal najbolj bran dnevnik pod Alpami in ta primat drži do danes in jaz verjamem in tudi ni razloga, da ga ne bi držal še vsaj naslednjih 25 let. Naša prednost je imenovana bralci. Mi smo ustvarili en tip žurnalizma, kot ga v Sloveniji ne poučujejo, niti na FDV-ju. Naš osnovni produkt je zgodba, zgodba z imeni, zgodba z živimi ljudmi. Po svetu na vse zadnje hodijo ljudje, ne pojavi, ne politika. In tem ljudem smo dali mesto v tem časopisu in verjemite mi, da če dalje pogosteje spoznavamo, da so jim Slovenske novice pravzaprav edina uteha, edina, da ne rečem zadnja pilka v njihovem boju za pravico, odvzeti ponos, odvzeti dostojanstvo, poštenje. In tu pa tam v tem boju tudi zmagamo in ni večje nagrade, kot videti en skromen, blag nasmeh na obrazu takšnega človeka. No, danes smo spustili balone z lepimi sporočili v nebo, tudi za rojstvo Suzi. Moram reči, da sem vesela ali pa presenečena tudi, da je tako hitro našla prostor na tem medijskem trgu. Mogoče tudi zato, ker se trudimo s svojimi zgodbami na drugačen način, pa ker se gremo tisto duhovnost, ki jaz pravim uporabna duhovnost, ki smo jo mi osebno izkusili. Vidi se energija ekipe, mi smo se pravzaprav našli, ne da bi se iskali. In bom rekla, hvala lepa Bojanu Budi pa Irmi Gubanec, da sta ugotovila, da je še prostor za eno tako revijo na tem medijskem trgu. In nikoli si ne bi mislila, da se lahko to tako dobro prime, morda tudi zato, ker je to čista in nova zgodba in naša zgodba.